pokrovitelj oddaje Občina Trbovlje. Prav lepo pozdravljeni v oddaji Sledi korakov. V tokratni oddaji se bomo sprehodili skozi sicer mlado življenje naše tokratne gostje. Čarovno sva se midva povabila v njeno stanovanje. Življenje Andreje Irše. Lepo pozdravljeni. Zdravo. Vaše življenje se ni začelo v Trbovljah, kjer zadnji 2 leti živite, ampak na Dolu pri Hrastniku. V kakšni družini? Tako je, prihajam iz Dola pri Hrastniku. Živela sem doma s staršem, bratom, sestro, z babico, s psom, muckal, pa karkoli je bilo še na taki manjši kmetiji, no. Kakšno pa je bilo to otroštvo? Ja, je bilo kar pestro, čisto tako, ne, ke so mi že kmalu zgodaj, no, pri 6 mesecih odkrili, da imam šum na srcu. To pomeni take luknjice, 3 luknjice sem imela, eno med obema prekatoma, tako da so se dobra pa slaba kri so se mešale. To je povzročilo tudi slabokrvnost, ampak glih ta luknjica me je pa tudi reševala, no. Da ni bil toliko obremenjeno srce. Tako da pol so pa me malo začeli spremljati. Po let pa pol sem bila stara, so tudi odkrili, da imam zadebljeno srčno mišico. Po nekje pri 3 letih so pa celo odkrili, da imam pa bolezensko res srčno popuščanje, ne. Kako sta pa to recimo sprejela starša, glede na to, da sta ravno tako zaradi srčne bolezni že izgubila enega otroka? Tako Vašo je. sestro, ne? Tako, imela sem še eno starejšo sestro, ki je žal pri 19 mesecih umrla zaradi vnetja srčne mišice. Njene obdukcijske liste smo sicer dobili po 20 letih. Takrat, ko sem jaz bila vodena, da so malo povezovali vse skupaj z mano, ker sem imela tudi podedovanto od obeh staršev. S tem, da namreč ni bilo toliko raziskanj od mene pa mojega očeta, ne. Imava malo posebne bolezni, no, srčne take. Nič tako hujšega, ampak pač žal je tako prišlo, no. Takrat, ko je umrla vaša sestra, vas takrat še ni bilo, Ne. se je pa rodil vaš brat. Moj brat je bil takrat 14 dni star. Na eni strani veselja, pa na drugi strani žalost. velika žalost. Se je veliko doma govorilo o tem tragičnem dogodku? Se spomnite iz svojega otroštva o tem kaj? Ne, jaz pa itak, ko sem bila majčkena, to se ne spomnim jaz glih kaj veliko, ampak ja, so mi povedali, smo redno šli na grob, pač prižgat svečko, kakšno zmolj v njen spomin, tudi kakšna maša je bila, vse pač tako. Tudi videla sem slike pač, in ni pa nič tako bilo. Je starejša sestra kaj pripovedovala? Verjetno je bila malce bolj... Ja, to pa so pripovedovali, da je bila zelo pametna, ta moja sestra Ana, da je celo starejšo sestro učila govoriti pa hoditi, tako da je tako, imamo tak hribček zraven hiše in je rekla, no, pa gremo zdaj, bova šla malo na špancir, pa tako. Tako da, ja, to so bili tak lep spomini, no. Verjetno je bilo pa za starša, pa tudi za brata in sestro, spet precej hudo, ko nekako pride diagnoza, da je tudi njuna sestrica, njun otrok recimo od staršev, ne, zelo bolen. Ja, to je sicer res bilo, sicer so tudi pol oni šli na analizo, če bi slučajno kaj imela moj brat pa sestra, ampak hvala bogu nimata nič, sta popolnoma zdrava. Je pa res, da sem mogla imeti zelo prilagojeno otroštvo, zato sem bila mogoče
tudi velikokrat sama nisem imela veliko prijateljev, ker so čisto moji vrstniki me takrat malo potisnili na stranski tir, ne. Itak, kjer pa tega bolanga otroka imel zraven, ko ne more ne vem, letati okoli, ne voziti se s kolesom, ne žogo igrati, kakorkoli, ne. A to si začela že v tistem čist ranem otroštvu, pred Ja, osnovno pri 4 šolo? letih so mi že prepovedali vse napore, vse, nisem smela imeti kolesa, žoge. Tako da. Čeprav, ne, včasih Ja, da sem malo pogolfala, no, ampak ja. Ampak samo en majčkeno toliko, da sem jaz imela tisto veselje, mislim. Tako. Pa ste tudi sami čutili, da zaradi bolezni srca, da nekako niste dovolj močni, da ni energije? Ja, ker me je kar hitro utrudilo, ne. Jaz sem lahko nekaj cajta pač lavfala sem pa tja, pa se igrala, pa ne vem, pol počasi bolj sem se po domače povedano starala, bolj je to pešalo vse skupaj in včasih me je celo navaden smeh utrudil, ne. Tako da. Kako je bilo pa potem po vrtcu, mali šoli? Mislim, da ste mi enkrat dejali, da so želeli, da ne greste v običajno osnovno šolo, ampak v prilagojeni program. Ja, pač te institucije za to so hotele, da bi šla v posebno šolo, v prilagojeno, ne. Ampak seveda moje starše se s tem ni strinjala, ker jaz sem bila čisto normalna otrok, ampak Bistra, ne. tako, z določenim težavam pač. Tako, mislim, ne tako v razvoju, ampak samo, kar nisem mogla, ne vem, normalno telovaditi ali pa kar bi lahko delal normalen otrok, no. Kako pa so to učitelji sprejeli, da Andreja ne bo telovadila? So imeli kakšne posebne vaje za vas? Ne, včasih sem šla na telovadbo zraven gledat, pa ne vem, mogoče sem sama šla peš kakšen krog, kakor sem pač zmogla, pač takrat, ko sem še zmogla. Potem pa drugače sem imela pa frej uro. Kako ste pa gledali na tiste svoje sošolce, sošolke, prijatelje, sosede, ki so lavfali okrog hiše za žogo, vi pa bolj čez okno gledali ali pa, ko je bil sneg, sankanje, smučanje? Ja, itak mi je bilo težko, ne, pač jaz tega nisem smela, ampak hvala bogu sem imela obadva pač brata in sestro, ne, itak normalno, da sta mi onadva tudi omogočila, pa smo se posadili na sanke, pa smo se šli sankat ali pa, ne vem, z bratom sva se zelo rada igrala z avtomobilčki, in to je bilo vrhunec, to sva imela svoje podjetje, svoj, ne vem, tovornjake, vse, mislim, tako bilo je res fajn, no. Je bilo veliko takih iger, ki se jih spomnite iz svojega otroštva zvečer, ob dolgih večerih? Ja, ko je bila zima, me je sicer ati naučil šaha špilati, tako da pa sva pol šahirali, ali kako se bi to rekli. Tako da pa recimo smo kartali ali pa kaj takega, ali pa človek najezi se, pač take umirjene igre, no, tako da ni bilo preveč naporno. Seveda so bile takrat tudi, ste se spopadali pa soočili tudi z nalezljivimi boleznimi. Kako pa to na bolnega otroka vpliva, če je že tako bolj šibak zaradi srčne bolezni? Ja, itak normalno, da jaz nisem smela imeti kakšne viroze, gripe, in to je vse skupaj, kakor sem imela kakšno to virozo ali pa gripo, da sem obležala, je to poslabšalo stanje, ne, in pri nekje cirka 12 letih je celo do tukaj privedlo, čeprav jaz nisem pač tega čutila, hvala bogu, da sem takrat na redni ultrazvok pregled šla, so mi odkrili, da imam vodo okoli srca, ne, tako da so me takrat prvič res mogli reševati, ne. Je bilo, se spomnite v tistih otroških letih veliko teh zdravniških pregledov? Ja, to je Tudi za bilo. dlje časa, kakšen teden?
Ja, sem kar velikokrat bila na Vrazovem trgu, še takrat, no, stara ta pediatrična klinika. Tam sem bila jaz doma in tam so bile moje sestre, moji zdravniki. In sem celo včasih je tako prišel, da sta ati pa mami prišla na obisk. In sem rekla, veš kva, ne rabite priti, jaz imam tukaj fajn, super, ne. In tako da mi je bilo fajn, sprejela sem pač življenje tako, kako je bilo, ne. In Verjetno sta ga tudi starša potem lažje sprejela, ko sta videla, da vi nekako normalno živite. Ne vem, takole, ko vas gledam, iskrice v očeh, je ta optimizem v vas že od otroških let? Kljub recimo bolezni? Ja, je kar, mislim, sem kar dosti pozitivna, no. Tako da sem velikokrat že katera me zaprla usta, ko je malo cagal. Kdaj so se pa začele te resnejše težave? Dobro, ste bili stari 12 let, tista Ja, prva. takrat pri 12 letih, no, se je bolj kot ne začelo s tisto vodo okoli srca in takrat sem se tudi soočila s prvimi tableti, ne. Je treba to vodo okoli srca je bilo treba minimalizirati, ne, pozdraviti. Tudi zelo malo tekočine, ne, zaužiti Tako, skozi dan. To vam je še ostalo. Ja, liter pa pol na dan in zato imam zdaj težave več popiti, čeprav se dosti sama kontroliram, pa tudi mi partner pomaga pri tem, da me opolni, da je treba piti, ne. Tako da, ja, takrat je bilo, no. In pol se je itak stanje začelo počasi poslabševati, pa sem dobila zdravila. Kako se je to čutilo? Ja, manj sem zmogla, ne. Tako da, ne vem, tudi v šoli sem mogla prej biti malo v šoli, da so mi omogočili, da imam svojo omaro in imam v šoli en učbeniški sklad, doma imam pa en učbeniški sklad. Pač imela sem 2 učbeniškega sklada, pač vse te učbenike. Da ni bilo potrebno Ja, prenašati? da ni bilo treba pač tako težo prenašati pa vse. Sicer sem se nekako probala učiti, koliko je treba, ne. Kakšen dan ni šlo, pač zaradi glih tega, ker sem bila slabokrvna, ni bilo dosti kisika v krvi pa to. In tudi učenje je napor. Ja. Ko možgani delajo. Je kar naporno bilo včasih. Ampak ne vem, sem imela tudi dodatno pomoč v šoli, tako da so mi dosti pomagali pa dosti omogočili stvari, no. Da sem normalno, čisto tako, jaz sem bila odlična oziroma prav dobra, tako da nikoli zaostala kaj. Normalno se šolala kakor čisto tako normalen otrok. In v 9. razredu, če ne že prej, se je bilo potrebno odločiti, kam v šolo naprej. Tako je. In verjetno tudi zaradi bolezni prav veliko izbire, Ja, ni bilo. predvidevam, da ni bilo. Takrat se spomnim, da glih sem hotela biti veterinarski tehnik. Sem hotela iti veterino študirati. In normalno, ne, to pa ne smeš. To zato, ker so doma bile živali vedno. Ja, tako, pa samo so rekli, to tudi ne moreš, če se kač po kobilci bojiš, ne, kako boš to pol imel, ne. Tako da, pa sem rekla, dobro, bom pa to opustila in pa so me hoteli na ekonomsko šolo dati, ne, boš pa v pisarni, sem rekla, ne, v pisarni pa jaz ne bom cel življenje čepela, ko bom pa. Čeprav zdaj je tudi prišlo do tega stanja, da tudi mi zdravniki sami priporočajo, ampak še vseeno pač probam vztrajati jaz pri svojem mnenju, da, ne vem, pisarna se mi zdi, da ni to za mene, no, da jaz rabim neki dinamičen poklic. In kaj je bilo tisto? Ja, pa sem pa se odločila za rožice, ne. Tako da sem pa šla na cvetličarsko šolo. Celje? Tako, ja. Medlog je sicer tam malo izven Celja, no, ampak še vseeno spada, ki je po Celju. Ste se vozili domov? Ja, Vsak dan? sem se vozila z avtobusom. Je bilo to naporno? Ja, sem tudi kar dostikrat na avtobusu spala, ne. Je bilo pač samo predavanje pa vse me je izmučilo, ne, in sem pol spala na avtobusu pa tudi sama vožnja me je utrudila, tako da sem, ko sem prišla domov, sem pojedla in sem šla počivat, čisto tako. Zdaj teh hišnih opravil, običajnih, ste bili pa verjetno malce, so vam bila prihranjena.
Ja, malo ja, ampak mami zahteva, pospravi svojo sobo, jaz sem šla pospraviti, kaj ne zdaj. Tako da, ja, je pa dostikrat mi je pomagala, sploh tudi po operaciji je mami vsak dan mi mogla pucati, tako da sem ji res pa bila hvaležna. Ker pa seveda higiena tukaj na prvem mestu, ne, da se ne smeš okužiti pa to. Šola je bila 3-letna, Ja, 3-letna. to ste zaključili še pred operacijo. Tako, jaz sem sicer 3-letno končala, vmes sem imela celo že operacijo eno, ko sem dobila spodbujevalec in defibrilator v enem. Takrat se spomnim, da sem prišla nazaj v šolo, sem se hotela priti pogovoriti, ne, kako bomo zdaj se šolali naprej, ne, ker sem vedela, da sem malo zamudila med tistim cajtom, ko sem bila pač v bolnici in vse skupaj. In se spomnim, da sem eno tako razvlečeno majico imela gor, ne, bledega obraza, ker sem glih iz bolnice skoraj prišla, ne. In vsi so ustrašili: "Andreja, kaj delaš tule, ne?" Glej, jaz sem prišla pač, kakor mi moč dopušča, ne. Tako da, ja, pač takrat sem tisto zrihtala. Kako se je bilo pa 3-letno. navaditi na spodbujevalec, nekaj pod kožo? Je to moteče? Tako je bilo. Takrat, ko so mi ga vstavili, so bile grozne bolečine, ne, tudi. In tudi se spomnim kosila, ko so mi ga prinesli v bolnici, ne, po operaciji. Verjetno, da so mi ga tudi majčkeno prehitro dali, ker je šel tudi ven hitro, ne. In se spomnim, da sem tam za mizo kinkala. Pač spala, po domače povedano, ker nisem mogla se nazaj na posteljo skobacati. Pa potem drugače srce dela, ko je ta elektronika v telesu? Ja, pač jaz sem imela tako, da ko sem spala, sem imela minimalno celo 12 utripov na minuto. To se pravi, da se je srce že skoraj čisto zaustavilo mi. In so mogli pač mi dati neki spodbujevalec, da bo spodbudil srce, da ne bo nehalo delati, ne. Ker tudi ko sem kot majčka na aparatu pa pri mamici spala, ne, sta sredi noči me budila pa gledala, ali še diham ali ne. Pač ker sem ful miren spaje imela, pa tudi dihala sem zelo plitko in vse, ne. Tako da in posledično sem mogla pol tudi dobiti, ne, ko se je toliko Defibrilator pa zaradi poslabšalo. tega, da je včasih dal kakšen impulz. Tako. Sicer nisem, hvala bogu, to doživela toliko. Je samo enkrat, ko sem imela celo prakso v cvetličarni, me je začel spodbujati, ne. Ne vem, kaj se je takrat dogajalo, v glavnem sem pol šla na pregled v bolnico. Ampak tam so pa rekli, da ni bilo nič pulzov, čeprav sem jaz čutila to, ne. Da ni tako, ko bi normalno bilo. So že takrat nekako vas pripravljali na to, da bo potrebna enkrat transplantacija, da je srce pač nepopravljivo bolno? Ja, ker se mi je z leti pač ob tem srčnem popuščanju, ne, se mi je celo še druga bolezen zraven vključila. Nisem imela samo zadebeljenega srca, ampak sem imela tudi takega spužvastega, gobastega, in so rekli, da je takšen ko pri 70-letni babici, ne. Res iztrošen, ne. Tako da smo mogli se pač na to pripraviti. Kako so to povedali? Ste bili takrat verjetno še mladoletna, ne? Ja. Skupaj s starši to povedo? Ja, sicer jaz sem bila tako, že sama sem imela to bolezen v malem prsti, po domače povedano, in sem vedela skoraj vse. Ker Internet? tako pa, kar so povedali, malo od drugih sem slišala, pač ko si v veliko bolnici, ti povejo izkušnje, vse, ne. Pač malo tudi medicinske sestre, zdravniki, vse skupaj. In pač sem se sprijaznila, da če bo tako, ne. Itak mi ni bilo vseeno, ker s tem
srcem se rodiš in živiš, ne. Ne vem, če bi lahko rekla kot punca, spoznaš prvo ljubezen s tem srcem, kakorkoli, ampak pol je pa čisto za v smeti, ne. Ja. In so bile kakšne psihične težave? Ste kaj o tem veliko razmišljali, da lahko gre tudi kaj narobe? Ste takrat mogoče razmišljali tudi o tem, da se lahko že zgodaj poslovite od življenja? Ja, to je bila čisto normalna misel, no. Sem rekla, zdaj ali mi bo dan življenje ali pa mi bo dana smrt. Zdaj pa kakor je. Pač ne moreš drugače sploh gledati, ne, na to. Kaj pa starša? Ja, normalno, Brat, sestra? ni jim bilo vseeno, ne. Ste se pogovarjali o tem? Ja, ampak pač ne moreš pa zbirati trenutkov, ne vem, življenja ali smrti, ne. Pač vsi bomo enkrat šli, ne, tako da jaz imam zdajle lahko rečem podarjenih teh dodatnih 5 let, ne. Tako da Kdaj pa je prišel tisti trenutek, ko je prišlo reševalno vozilo, no, v narekovajih, ali pa ste sami šli, ko je bilo potrebno iti v bolnico, ker ste bili že tako šibki, in čakati, da pride novo srce? Da pride darovalec? Ja, zdaj tako, meni so sicer bivši zdravniki pač na otroški tej kliniki so mi rekli, da sem že na čakalni listi, ne, čeprav nisem bila, ne, to sem šele pol izvedela. Je kdo zamočil? Verjetno, da so nekako mogli to zrihtati, verjetno, da so bile tudi zaradi tega razne polemike, razprave, vse skupaj, ne, iz te pediatrične, ne, iz kardiološkega oddelka, res škoda, da se to dogaja, ne, pri nam v Sloveniji. In pol, hvala bogu, da sem prišla v prave roke na kliničnem centru, na kardiološkem oddelku. In leta 2013 so me dali na navadno listo, pač ker je to cel postopek od raznih pregledov, ne vem, zobovja, ginekoloških, karkoli pač, vse, kar imaš na telesu, ti pregledajo v nulo. Tako da takrat sem se zavedala, no, zdaj pa to zares, ne, ker prej tega nisem imela. Tako da do decembra so me pustili pri miru. Doma? Tako. Jaz sem normalno šolo delala, vse, tudi 4. letnik, pol leta sem zaključila, ne, to šolsko polletje, no. Tako da decembra sem prišla na ta redni pregled in je rekel mi zdravnik: "Veš, Andreja, za praznike boš doma, pol pa pridi v bolnico, ne, za nekaj cajta." Je bilo res tako potem? Tako, pol Za božič doma? Tako, praznike sem lepo preživela doma. 6. januarja sem šla v šolo, so me sošolci presenetili z darilom poslovilnim, da smo se lepo poslovili. In pol 7. sem šla jaz v bolnico. In od 7. januarja sem bila skozi pol do maja, do operacije, sem bila jaz v bolnici. Kaj se je pa v tem času dogajalo, ves čas v bolnišnici? Dobro, saj ste povedali, da ste bili že skorajda inventar, ne? Ja, res je. Ja, nič, meni je bilo fajn, pač itak si se mogel z nečim zamotiti, ne samo s televizijo pa s telefonom pa z računalnikom, ker mene to ni glih nekaj potegnilo veliko v to, ne. Ste imeli svojo sobo? Ja, sem imela, najprej sem sicer si delila z ženskami, ne, ker tukaj imajo razdeljeno, da so ženske skupaj, moški skupaj. Tako da, ampak jaz sem bila itak najmlajša ženska tam, pa še pač na tem delu, ne, sem bila tudi pol edina, ne, ker so bile ženske bolj na začetku, pa še to v tistem času, ko sem bila jaz tam, je bilo ene, ne vem, mogoče 10 žensk, da se je zamenjalo, ne več. Tudi kaj smrti vmes? Ja, so bile tudi to.
Se spomnim tudi, ko sem bila v intenzivni, me je iz spanja prebudil en krik in to je bil pač krik enega umirajočega, ki so ga pol oživljali, ampak žal ni šlo in pa se sam je slišal čas smrti. Ko smo se pripravljali na to oddajo, ste mi dejali, da s hrano niste bili najbolj zadovoljni. Aha, ja, to je pa res. Jaz sem mogla malo prilagojen imeti, ne. Itak bolnišnična hrana, ne, pa vse. Ni bilo glih najbolj, pa sem začela hirati malo. Ni bilo pravega apetita zaradi bolezni in zaradi okusnosti? Tako, zaradi bolezni pa tudi okusa ni bilo, pač, pa tudi vmes je prišla ena tudi taka situacija, da mi ni bilo več do ničesar, ne. Do življenja? Tudi, ampak pol sem se, hvala Bogu, pobrala. Kdo vam je pa pri hrani pomagal? Ena zdravnica, ne? Kako je bilo to? Tako, ja, doktor Okrajškova mi je pomagala, da mi je tudi celo tortico prinesla, da sem se lahko tudi včasih malo posladkala. Itak to so bile take male izjeme, ne, mislim. Pa dosti so mi starši kaj od doma prinesli. Čeprav bi verjetno še več, pa niso smeli, ne? Tako je, ja. Ker dieta je bila potrebna, ne? Ja. Nisi se smel preveč zrediti, nisi pa smel tudi shujšati, ne. Kakšen dunajski vam je zadišal, vseeno. Ja, to sem imela, pa kompot sem imela, pa palačinke, pa tudi, če je bil sam krompir navaden, pa je bilo glih tako dobro. A po tistem protestu, recimo malem protestu, da hrana ni najbolj okusna, se je potem izboljšalo, ne? So malo bolj poskrbeli za vas? Ja. So mogli. So mogli, ne? Kaj pa ta čas čakanja, pogovori z drugimi, ki ravno tako čakajo, pa potem izveste mogoče, da je pa nekdo dobil organ? Ja, jaz sem imela tam res dober tim smo bili čistko. Res, da so bili sami skoraj moški, ne, tako da so bili kao, smo se imenovali 4 mušketirji in 1 mušketirka, ne. In smo pač lepo hodili na sprehode, pač okoli dvigalo, tako da to se nam je zdelo fajn, pač da smo se malo rekreirali, pogovarjali, kartali smo, glih takrat je bilo te zimske olimpijske igre, smo gledali, ne, to skupaj in smo se drli, da se je do konca hodnika slišali in so itak sestre pa zdravniki to vedeli, ne. Pa veliko se je bilo za dreti takrat, Tina Maze je bila verjetno zelo dobra. Tudi je bilo, ja, pa sam hokej, ne, pa tudi, mislim, je bilo res, naši so bili kar zelo v redu takrat. Tako da, tako smo si malo krajšali čas, ne, in enkrat smo v eni sobi gledali pač kakšen film, drugič v drugi sobi, pa smo si kakšne oreščke kupili ali pa kaj takega, ali so pa prinesli iz doma, pač neki malenkost, pa smo malo grickali, pa tako, no, mislim, luštno smo se imeli. Domov so vas kaj spustili vmes ali ne? Ne. Edino, kar so mi tudi ta doktor Okrajškova mi je zrihtala, da sem imela pa jaz izpust ven. Tako da sem lahko šla okoli kliničnega centra, malo na sprehod, zato sem tudi od doma dobila svoje krokske, da sem lahko pač z njim hodila malo okoli. Potem ste ostali in povedali, kako lepo je zunaj. Ja, se spomnim, pred kliničnim centrom je bila glih pomlad in je tukaj lepo zacvetela ena magnolija in sem se tam martinčkala na sonci in je bilo res fajn, mislim. Celo mislim, da par dni pred operacijo, mislim, da tako operacija se je zgodila nekje na nedeljo, jaz sem pa šla, v petek sva šla z atijem, sva hotela iti na Tromostovje, sem rekla, no pa grem še malo tja pogledati, bova vmes počivala, ne, ampak bom poskusila priti do tja, ne. In ne vem, kako se je glih takrat moglo uliti, res se je ulilo toliko, da je pol metra nazaj voda špricala
in sva vedrila pod eno avtobusno postajo skupaj z enima kolesarjema in pol sva šla še na kebab. In to je meni se zdel tu en tak trenutek, mislim, res nepozaben, res. Kdaj pa je prišel tisti trenutek, ko so vam prišepnili, da nekje čaka na vas srce? Ja, tako je, ker sva se imela pol v petek tako fajn z Atjem, ne, pa so mislili pol v nedeljo spet priti, ne, malo me pogledati, pa sem rekla, veš kaj, danes pa se jaz tako slabo počutim, čisto do ničesar mi ni, zjutraj za zajtrk sem samo en jogurt lahko spravila v sebe. Ne vem, ni mi bilo ne do hrane, ne do pijače, ko mi sem prišla do WC-ja. Čisto sem izmozgala se, po domače povedano, in pol pridejo po kosili, nekje pol enih, pride mi en medicinski brat povedati, ti ne smeš več jesti. Pa sem pa rekla, kako se zdaj norca delate iz mene, jaz sem komaj en jogurt pojedla danes in to je bilo vse, kosila se niti pretaknila nisem, itak pa smrdi mi. In pol se pa spomnim, imate mogoče kako pošiljko za mene, ne? Ja, nekaj se pripravlja, ampak ni še 100%. Tako da pa sem jaz dobila neko energijo, eno moč in sem šla pol na sprehod, ker me je pa že prej prijatelj klical, ne, pa greva malo na sprehod, pa samo ko sem se slabo počutila, nisem mogla iti, ne. Takrat pa sem pol šla na sprehod. Nova energija. Tako sem rekla, no pa če je pa že tako, pa grem še ta zadnjič na sprehod. Tako da so me pa klicali nazaj v sobo, da se moram... Da srce ustreza? Tako, da se moram pa pripraviti, ne. Kaj pa pogledajo? Kaj mora se ustrezati? Ja, mora sama velikost, pa krvna skupina mora biti ta prava, nekje tudi starost približno gledajo, ne. Čeprav zdaj je veliko tako, da tudi starejši dobijo zelo mlado srce, pa tako. Jaz sem približno moje starosti dobila, to je bilo pri 18 letih, ne. Tako da je bil tisti darovalec, ja. Ste to se pozanimali, kdo je, to povedo? Ne, samo povedali so mi, da je bil moški, tako da sem ženska z moškim srcem, ja. Pa da je bil športnik, zato je bil malo povečan srce tudi. Pa da je bil približno moje starosti in da je bil iz tujine. In kaj je takrat, ko gre pa zares? Ko nekako ste vedeli, zdaj pa je, biti ali ne biti, ne? Tako, operacija. So me pripravili, jaz, ker sem poznala že te postopke in sem se dobro pripravila na to, sem rekla, zdaj pa poslušajte. Zdaj mi boste vi dali pižamo tukajle, pa prinesli šampon, pa britvice, pa vse, pa se grem jaz urediti v kopalnico. Vi mi ta cajt pripravite poslo, pa ker je treba to vse zamejati, pa pripraviti to mora biti vse čisto, ne. Pa mi pripravite infuzije, pa vse, kar pride zraven. No, in jaz sem pa v tistem cajtu, malo preden so pač mi prinesli ta šampon, sem jaz poklicala starše. In sem rekla, veš, zdaj pa pride pošiljka za mene, tako da tako, ko smo se zmenili, v 1 uri gor. Tako da... So bili problemi? So bile težave? Ne, najprej je bil sicer šok, ne, ampak to smo se že prej zmenili, da pač bo vozil od sestre fant, zaradi tega, ker on pač je bolj sicer dirkaške narave, ne, in bi prišel v ta pravem tajmingi, ne. Pa še pač živci. Nisem hotela, da bi ati ali pa mami vozil, ker živci delajo svoje, ne. Tudi sestra je šele pri meni doma vzela pas, je pozabila pas, pa take zadeve, ker je bilo to kar na hitro vse zrihtano, ne. Tako da... In so prišli pravočasno. Tako, so prišli pravočasno. No pa tudi zdaj, mogoče se bo slišalo čudno ali ne, kakorkoli, pač poklicala sem tudi župnika našega Dovskega, ker smo v zelo dobrih prijateljskih odnosih.
Pa tudi iz virne družine prihajate, ne? Tako, tudi to je pač zraven, ne. In tudi on mi je zelo veliko lepih trenutkov omogočil. Pač, Pa še kje zmolil? tako, tudi sami Farani pa vse skupaj so dosti me podprli, me podpirali, še kar me podpirajo, no. Ste to čutili takrat? Ja, Se čuti to? ja. In potem, kje ste se srečali zadnjič pred operacijo z očetom, z mamo, s sestro, s ostalimi? Ja, tako, pa sem jaz itak se šla zrihtati, pa vse so me pripravili, glih takrat, ko so mi infuzijo dali, ne, ker morajo dati infuzijo zato, da mi zbijejo imunski sistem, pač nimaš pa več svojega imunskega sistema, ne. In je bila taka reakcija, da me je lasišče ful srbelo, bila sem rdeča obraz, ko tak kuhan rak, res je bila kar velika reakcija, no. In pol smo se še s tem malo hecali, ne, da grem ko rožica. Ja, tako da, in pol sta ati pa mami me pospremila, no, predoperacijsko. Kako pa sta to sprejela? Ja, itak, da jima je bilo malo hudo, ne, ampak sem jaz jima zabičala, glej, če bosta se jokala ali pa nekaj, jaz ne bom šla v operacijsko tule in bo s tem zaključena zgodba, ne. In ste zdržala? Mi se bomo videli, drug dan se slišimo, fertik, ne. Aha. Sem rekla in sem se tega tudi držala, sem se prav cajt tudi zbudila, ne. Ja, tako da pa je bila operacija. Ampak kako so vas uspavali? Ja, To se še spomnite? ja, se spomnim, ker sem še na uro pogledala. 6:20 sem je zaspala. To je bilo zvečer? Ja, zvečer, tako. Ja, 2:06. 6:20. Ja. Mislim, da sem prišla samo do 7:08 nekje. Potem ste mi dejali, da doktor Klokočovnik, če se ne motim, Tako. je vaše srce vzel ven. Ja, doktor Klokočovnik je me odprl, ne, me pripravil, da me je dal čisto na umetno srce, dihanje vse skupaj, ne, da ti še vseeno živiš, ampak nimaš več svojega srca noter. Tako da ob 9:00 zvečer je pa prišel organ, ne, ta nov srce, in ga je doktor Kšela potem noter vstavil, pa vse skupaj, to je treba vse žile skupaj zvezati, vse pač res so kar zakomplicirane stvari to, no. In kako ste delali potem, kar takole naredi in Ja, začne delati? frcne ga malo, da ga spodbudi, no, včasih, če ni tako, da ga ne oživijo takoj, ne, je treba z aparaturom, ne, ampak gledala sem pa, da samo frcnejo in začne delati. In koliko je trajala operacija? 6 ur je trajala, tako da. 6 ur. Ja, In potem v šok sobo. ja, ob enih zjutraj so me pripeljali v šok sobo in ob 8 zjutraj sem jaz bila budna. Kako se je bilo pa prebujati? Kar takoj budna? Ne, jaz sem pač zaslišala znane glase in to so bili moji kardiologi, ko so mi napravljali ultrazvok srca. In se spomnim, kje ga pa ta skriva, ker so mi mogli ultrazvok na hrbtu delati. Niso v spredi ga našli, ne, mislim, ni bila dobra slika, so mi celo mogli na hrbti delati. No, to je, ne vem, že cela znanost ali kaj iz tega. No, in se spomnim, da sem jaz takrat pisala na roko, pač imena mojih zdravnikov, ko sem jih Govoriti pa niste mogli zaradi... Ja, zaradi cevkev, ko sem z njo dihala, ne. In sem pač jih prosila s pomočjo pisanja na roke, ne. To so mi celo povedali, da sem edina, da to po operaciji, ne, nekateri se tako grozno zbudijo, da vse okoli razmečejo pa vse, ne, da sploh ne vejo, kje so, ne nič. Tako da jaz sem pa lepo umirjen pisala na roko. ali... Tako, ja, napisala sem črko, vse pač, da so brali z moje roke, dol, kaj sem hotela povedati, in pač sem jim razložila, da naj me ekstubirajo, da jaz hočem dihati, da ne morem dihati, ne. No, in pol so me malo nazaj uspavali, pač, da so me lahko ekstubirali. Aha, tam spavajo. Tako, in pol, ja, ker ti tudi majčkeno grl poškoduje, ne, s tem, če bi se upiral ali pa to. Tako da
Potem sem se pa spet nazaj zbudila in tako sem lahko dihala, ne, hvala Bogu. In sem poslušala, nekaj čuden srce dela, ne. In pol gledam pa kličem že sestro in pol se spomnim, sem imam jaz nov srce, a zdaj tako dela, zdaj se bomo mogli pa navaditi, ne. In je bila razlika. Tako. Vam je manj utripalo, je kako prej vaše srce? Manj je utripal in ko je pač bolj močen oziroma je malo bolj energičen začel delati, je pomenilo, da je že nekaj narobe, da jaz moram počivati, ne. Tukaj je pa pač že od začetka tako energičen delal, ne, čeprav Koliko utripov? nekje 75 utripov je takrat kazalo na monitorju. To ste pa vi spremljali, ker nekako ste bili s tem živeli, ne? Ja. In je drugačen občutek, da je nekaj tujega v telesu? Ja, je bil kar drugačen občutek, ne. Itak si pa še malo pod narkozo pa vse skupaj, ne. Pa nisi še vedel, če so te občutki ta prav ali ne. Pol te še malo uspavajo, pa greš še malo nazaj spat pa tako. Potem pa kakšen obisk že tudi? Ja, pol so mi pa že prinesli svoje stvari, da sem takoj lahko poklicala domov. Najprej sem si izbrala, da bom mami poklicala. In takrat je bila glih v službi in je mene skoraj kap zadela, ne. Ker nisi mislila, da bo tako hitro to šlo, ne, ker ponavadi 2 do 3 dni se spi, ne, po taki operaciji. Jaz sem pa že bila po 8 urah po koncu. In sem rekla, no, vidiš, zmenili smo se, da se danes slišimo in to je to. Jaz sem v redu in glej. In potem so se pripeljali? Pa so prišli na obisk. Ampak to bolj kratki obiski, ne? Tako, Ste bili še šibki? Ja, drugače 15-minutni so to, nekje obiski 10 do 15 minut. In že na hodniki, to so mi pol razlagali, jih je moj tisti sobni zdravnik, jih je pripravil. Zdaj pa greste k naši princeski. In to je naš zadeti paketek. Pač zadeti, ker sem bila od narkoze pa vse ko zadeta. Paketek pa zato, ker je bilo to vse oblimano, ne, pač v paket zavit. Tako da smo se iz tega malo hecali, ne. Pa še po pošti je prišlo srce, ne? Tako, še po pošti, res teskar, ja. In hitro na noge? Ja, to je bilo pa pol kar hitro, no. Itak tisti dan so me že takoj pripravljali, da sem pravilno se namestila. Ker tu ste bili odprti, ne? Tako, tukaj je bilo pač šivan oziroma skramfan skupaj, ne, prsenca. In itak to rabi čez 6 tednov, da se pač vse skupaj to zaceli. To ne gre kar tako, kakor da imaš roko zlomljeno pa. Ja, je kar bolelo. Sem mogla tako prav posebne gibe narediti, no, da sem lahko pač šla na stran, se ulegla in šla se usediti pa pol na noge in tako, da so mi pomagali pri tem. In po koliko tednih ste bili doma? Ja, pa nekje po 14 dnevih sem pa domov prišla, ja. Je srce kar lepo delalo? Je bilo kaj teh zavrnitvenih Ne, to slučajev? ni bilo, pač zaenkrat pač do takrat ni bilo, no. Sicer pol so me itak prestavili na naš oddelek, ne, na intenzivno. Ni bilo glih fajn, zato ker sem bila tam punca noter pa sami deci, nisem imel neke zasebnosti. Po je prišel glih en gospod z zavrnitveno reakcijo nazaj in ni smela klima biti prižgana, ni se smelo okno odpirati in noter v sobi je bilo 27 stopinj. Jaz sem imela pač od operacije, se mi je stekala nazaj kri in sem imela vse lase od krvi, ne, strjene, tako da sem hvaležna eni sestri Sabini, da mi je naredila kito, da sem lahko, da mi vsaj toliko ni bilo vroče, ne.
da sem nekako zdržala. To je tudi, če operacija pa vse lepo uspe, pogosto slišimo, da je potem, ko nekdo pride iz šok sobe, ni najbolj poskrbljeno, ne? Da manjka mogoče kakšne bolj intimne svoje sobe, Tako, ja. višji standard. Tako. Sam niso mogli pač me dati, ne? Ker jaz sem mogla biti skozi pod nadzorom zdravnikov, na monitorju. Tukajle v vratu sem imela 30 cevk, po katerih sem dobivala vitamine, pa transfuzijo pač kri, plazmo, kakorkoli vse pač, da so mi nadomestili izgubljeno kri. In pač najbolj hudo je bilo, ko sem Medrol prvič mogla užiti. To je najbolj nagražen zdravil bil, kar je možen. Ampak je tudi verjetno tisti najbolj pomemben za te prve mesece, Tako je, da telo organ ne zavrne, tujek zavrne. Ima pa verjetno tudi dosti teh stranskih učinkov, ne? Ja, jaz sem imela dosti stranskih učinkov, ne. Sploh v tej intenzivni sobi, jaz nisem pol čutila rok, nog. Sestre so me mogle umivati, ker jaz nisem sploh čutila tega spodnjega dela, ne. Še tako sem mogla prosto vsakič za pomoč, da so me vzdignili s postelje, pa da sem šla lahko na WC. WC smo imeli v sobi in pri zaprtih oknih in vse to, da si šel na veliko potrebo, itak ni bilo več za zdržati, pa nisem bila edina, ne. Pač, ko je to upravljal v sobi, ne. Tako da to je res, so bile take malo smotane situacije, no, neljube. In jaz sem komaj čaka, komaj sem čakala, da grem lahko prvič ven na hodnik, da grem na WC normalno, tako ko se spodobi, pa da grem se stuširati. Komaj sem čakala, da si lase umijem. To je bilo malo pred tistim, no, ko sem šla domov. Par dni prej, da sem lahko lase umila. In to je bilo nekaj najboljšega, kar se je lahko naredilo, ne. Kaj pa doma? Je potem prava oskrba? Dobro, so starši, pa vseeno pride tudi patronažna sestra, kdo pomaga? Ne, jaz sicer nisem imela nobenega. Pač, to je tak postopek, ko te samo osebje tega kliničnega centra te pripravlja skozi čez vsa ta čakanja, greš na predavanje, povabijo starše, da vsi skupaj se pač zmenijo, kako se morajo jemati zdravila, kako se mora pač oskrbovati rana sama, pa vse pač take zadeve, no, pač rano sem itak šla previjati k moji osebni zdravnici, ne, v Hrastnik. Tako da, kar se tiče, kakor sem prej povedala, mami mi je vsak dan sobo počistila, dobila sem hrano v sobo. Tako da šele pol po enem tednu, ne, sem je šla iz sobe ven z masko. Tudi glih takrat se je s pomočjo naših faranov pa gospoda župnika se mi je tudi nova kopalnica delala pa to, pa pralnica, ker pač mi smo imeli prej staro opremo in to, da slučajno ne bi prišlo do okužb ali pa česa, so pač hoteli poskrbeti s tem, da So zbirali tako, da so sredstva. zbrali sredstva in da so Hvala jim, ne? tako res hvala, pač, da je prišlo do tega, no. Pa najbolj hudo mi je bilo, ko sem prišla domov, ne. Itak mi je šlo na jok, ker prideš po 5 mesecih domov, vse v zaljenem, vse v rozcih, mislim res tako ful lepo, ne. Kar me je pa najbolj prizadelo, je, da nisem mogla priti do mojih psov, ne. Ker ona dva sta čutila, da sem jaz prišla, jaz sem čutila in nismo mogli pa en do drugega priti, ne. Ampak so tudi psi vedeli, da se morajo malce stran držati. To čutijo. Tako je bilo. Jaz sem pa imela itak masko pa rokavice, ne. In takrat, ko sem jaz prišla v spodnje nadstropje, ne, ko sem prišla v kuhinjo, sta se ona dva umaknila v drug prostor, ne. Pač, da nismo bili toliko v stiku.
Pol pa itak sem s tistimi rokavicami, pa z vsem tem sem jih lahko božala malo, pa tudi ona dva sta bila navdušena. Ampak vedela pa sta stalno sta drugače tako skakala od navdušenja. Takrat pa ni bilo tega skakanja, ne. Da bi, ne vem, na mene kaj skočila ali pa to. Tako žival ve. Tako je, ja. In Tudi ko sem bila prej tako bolana, kaj, ali pa da sem bila samo prehlajena, ona dva sta čutila in sta prišla k meni ležati. kot angel varuh, ne. Tako. Ampak enkrat se pa prišlo potem, ne, do težav, ko je srce ponorelo. Ja, pa sem bila itak 14 dni doma, glih smo imeli prvo košnjo doma. In jaz sem pač samo toliko sodelovala, da sem šla zraven na travnik in sem lepo v senci bila, pač s tisto masko, pa z vsem pač, kar sem mogla takrat imeti. Ati jo kosil oziroma obračal, bila je še psička zraven pa pes. In jaz sem pa lepo v senci počivala, pa tako. In se spomnim pol po parih dneh, ko smo imeli glih to košnjo, je prišlo do tega, da sem imela 190 pulza na minuto. Pač v mirovanju, ne. In jaz nisem mogla niti juhe pojesti, niti nič. Že od prej sem imela tresoče roke, ne, od teh zdravil pa vse to. In sem rekla, ja, zdaj bo pa treba ukrepati. In pa sem klicala v Ljubljano. Itak imaš ta nujni telefon, ko se ti takoj oglasijo, ne. Karkoli je narobe, imaš tudi kartico, imam presajeno srce, katera pač pokažeš, pač kjerkoli prideš, ali grem zdajle na urgenco, pač me morajo prednostno spustiti, ne. Ja, tako da in pol so rekli, ja, Andreja, čim prej pridi gor. Magari z rešilcem, kakorkoli. In pa sem jaz šla na travnik, sem rekla, ati, veš, jaz sem klicala v Ljubljano, jaz moram iti nujno gor. In pol sem se jaz šla zrihtati, pripraviti, ati je poklical reševalno v Hrastnik, da so prišli po mene. In itak takrat so me pol dali na monitor in sem se takrat prvič peljala z rešilcem, sireno, z lučkami, vsem, kar spada zraven. Srce pa še kar norelo. Tako, jaz sem bila takrat na reli, sem rekla, no. In očitno se mu je fajn zdelo srcu, ne, da je hitra vožnja, ker se je pa umiril. Je padel iz 190 pulzov na 122, ne. Tako da se je malo umiril. Očitno mu je bilo fajn, ne. Ja, tako da pol so mi pa dali zdravila proti hitremu bitju, ne. Da se utrip zmanjša. Tako, da se utrip zmanjša. Ker prej sem pa glih imela zdravila, ko mi je povečeval utrip, ne. In to pa očitno ni ustrezalo pač tem srcu, ne. Ampak ta zdravila za zmanjšanje utripa so pa zelo agresivna. Ja, ker so mi Poškodovale poškodovali žile, ja. Tako da, kar na večjih koncih, ne. ja, tukaj sem imela najprej in so me pol mogli hladiti, ne, tule. Tako da pol to žilo itak sem imela fuč na tej roki, pol so mi dali še tule v žilo, tule je bilo samo za 2 ure. In tudi tule je že počasi se začela malo načejati, ne. Tako da zdaj mi samo ta žila dela tule. Ta je pa že dosti zabrazgotinjena, no, ker ta je skozi delujoča. In srce se je potem stabiliziralo na kakšnem utripu? Ja, pol pa se je sam odločil, da bo špilo na 100, 110. In to se on sam odloči? Tako. To tudi znanost tako govori? Ja, po določenem času se sam vzpostavi neko frekvenco, na kateri pa deluje. Če mi imamo povprečno tam 72, ne, Ja. utrip, je to kar visoko. Ja, saj tudi zdravniki, ko tega ne vejo, ne, recimo, ko sem prišla na razne kake preglede ali pa kaj, so rekli, ja, tebi pa ful bije srce. Sem rekla, ja, to je normalno. Ja, kako je to normalno, ne? In potem razložili. Ja, tako se je odločil, tako bo špilo, ne. In zdaj tako špila. Tako, zdaj tako špila. In dolga 3 leta ste imeli Medrol, ne? Ja. Agresivno zdravilo, sicer zelo potrebno proti zavrnitvi organov.
so potem nadomestna zdravila, ki to nalogo opravljajo naprej. In je kaj posledic zaradi dolgotrajnega jemanja? Ja, so kar, no, posledice bile. Itak tiste prvo let se je moglo srce vse navaditi, ne. In takrat zaradi Medrola si tak polna luna, ne. Pol sem se tudi zredila pa vse to. Pol sem pa nekako se je telo navadilo na Medrol. Sem pa shujšala. Pa sem res imela fajno postavo, moram reči, takrat. In sem se tudi fajn sama počutila, ne. Tudi takrat sem dokončala pač tisto šolo, vse, ne. Tako da ste prišli do poklica? Tako sem bila hortikulturni tehnik. Tisto pol, ko se je končal ta reli, ne, sem pol naredila v 14 dneh tiste še pol leta, ko mi je ostalo 4. letnika. Pol sem šla za en mesec v bolnico, ker so imela te zavrnitvene reakcije. Ker pač moj darovalec je bil negativen na citomegalovirus oziroma po domače herpes, jaz pa pozitivna in to ni šlo pač skupaj, ne. In pol sem imela vsak teden sem mogla na pregled krvi pa to, da so videli pač, če imam še te sevke noter, no. Tako da pol se je to hvala bogu umirilo. No, in pol sem jaz normalno živela tako, ko je, no. In se šolala? Tako, mislim, malo sem dala na stran šolo, ker sem bila na bolniškem, no, dopusti. Pač, ampak itak pol spoznavaš telo, kaj si sposoben vse, ne. In pol sem se odločila in sem naredila v 2 mesecih cel letnik, cel 5-letnik, pa še maturo zraven in sem pol dobila ta naziv hortikulturni tehnik, no. Pol sem pa rekla, da mi pa tudi dosti ni, ne. Sem pa rekla, da grem se še naprej malo šolati, ampak čisto v ene druge vode. In pol sem šla na Višjo šolo za gostinstvo in turizem. Tako sem rekla, bom imela malo rožic, pa malo kulinarike, pa malo še turistične ponudbe, pa kaj takega, ne. Tako da pol sem se normalno naprej šolala, živela, vse, hodila malo na žurke, kar prej ni bilo možno, ne. Vmes tudi spoznala zdajšnjega fanta, no, kateri mi je res v oporo. Moram reči, je zelo priden pa tako, ko je treba. Ja, in vmes tudi diplomirala, pol itak služba, vse skupaj, stanovanje. In normalne življenjske situacije. To je doseglo dekle, ki naj bi kot otrok hodila v prilagojeni program, ne? Ja, res je tako, ja. In sem prišla do diplome, ne. Lepo. Zdaj še do fajne službe, pa bo. Tako. Pa glede na to, da oba s fantom, ne, prihajate iz družine, kjer je veliko otrok, ne, verjetno še do otroka enkrat, ne? Ja, sicer to bo pa kar zakomplicirano, mislim. Zaradi srca? Tako je, jaz imam zdajle tudi pol, ker smo Medrol ukinili, sem dobila hidrokortizon, ker imam čisto povsem zavrto nadledvično žlezo. In so kar posledice pač hude, mislim, tako da sem pač malo neplodna. Tudi posledično sem se zdajle ful tudi zredila. Pol so tudi neredne pač menstrualni ciklusi in vse to. In pa še zraven so kup enih težav, da sem tečna, ne, pa vse skupaj. Tako da je res še dobro, da ni pobegnil, ne. Pač ne moreš več kontrolirati svojega telesa, no. Pa prehitro kaj načrtovati, ne? Tako. In bo že Bog prinesel, ne? ja, jaz upam, da bo pač kmalu, ne, pa da bo takrat, ko je treba, ne. Službo pa tudi iščete, ne? Čeprav, ne, bi po eni strani se lahko tudi upokojili, glede na to, da ste 100% invalid, kako? Ja, jaz imam 100% telesno okvaro, ne. Tako. Tako. Nimam pa še stopnje invalidnosti, ne. To bo se pa šele zdaj ugotavljalo, pač kako pa kaj. Se že ugotavlja? Tako, niso me pa še sicer poklicali na to komisijo, no, ko bo to reševalo. Je pa to verjetno pomembno čisto iz tega vidika, ker je človek vsaj nekaj osnovnega priskrbljen, ne? Da nekaj ste
Tako je. večnega straha, ali bo dovolj Ja, za kaj res je. kupiti ali ne, Tako je, ja. za preživetje. Zdajle zaradi vseh teh neprijetnih teh dogodkov, no, ko so posledica tega zdravila pa vse skupaj, ker ne moreš nadzorovati stresa in vse to, sem imela prejšnjo službo, kar dosti tako Pa precej naporno, ne. naporno in stresno, no. Mogoče tudi sama, ker stremim k popolnosti, no, rada bi čim bolj naredila tako, kot je treba, no, stvar. Zdaj se vračate k hrostkam, ne? Tako, Prej zdaj ste pri bencinskih hlapih bili, ne? To tako je, ja. bo tu vsaj iz tega vidika lepše. Ja, zdaj bom šla nazaj v moj prvotni poklic, no, tako da jaz upam, da bo uspelo, ne, in da bo se vse skupaj umirilo, pa da bom končno lahko malo zaživela tako, kot je treba, ne. Se s kom pogovarjate o tem, kako pomembno je, da smo vsi darovalci, če že pride do tega, da recimo moramo biti, ne, na koncu, ne, da umremo, ne, ampak telo pa, Ja, del telesa pa lahko ja, podarimo. fajn je da so darovalci, ne, itak tudi zdajle sodelujem nazaj z društvom Transplant, kateri so mi zdajle tudi dosti pomagali v tej neljubi situaciji, no, ko sem bila primorana dati odpoved pa vse tako. In tudi s tem, da ne bom glih tako lahko mi poslan z rožcem, da bom lahko jih našla takole, ne, ko ga lahko zdrav človek najde, čeprav je kakor toliko dosti ponudbe za delo, ne, ampak ne moreš vsakega dela opravljati. Ta društvo je zelo pomembno, Ja, pa to, da smo vključeni v ta tako, proces. zdajle mi je dosti omogočil in tudi zdaj so s pomočjo tega društva Transplant in Slovenija Transplant vse skupaj so zrihtali, da se lahko prek interneta prijaviš in prijaviš kot darovalec, ne, da ni ti treba iti, ne vem, na Rdeči križ ali pa te posebne zavode, da se tam prijaviš, ne, ampak lahko iz domačega kavča zrihtaš to, ne. Kar je zelo pomembno, ne. Tako. Če že Ker smo v življenje Sloveniji- izgubiš, ga lahko daš nekomu drugemu. Tako, v Sloveniji je zelo majhna ta, da si darovalec, ne. Majhen procent. odstotek, ne. Se kaj pogovarjate v okviru tega društva transplantiranih v svojih različnih izkušnjah, ki jih imate s presajenimi organi? Ja, zdajle sem spoznala tega predsednika, pa zraven še asistentko, ko tudi prihaja iz Zagorja. Romano. Tako, Romano. No, se ona je pa tudi predlagala, da No. naj še vašo zgodbo predstavimo. Tako je in smo navezali ta kontakt in to, in ko mi čakam, da se usedemo na eni kavici, pa se spoznamo malo, pa kaj pokramljamo, sicer smo zdaj že majčkeno, ne, ampak še vseeno, mi je fajn, ker prej, ko sem bila v tem društvu, so bili bolj kot ne starejši, ne, in je pa fajn, da imaš enega mladega še zraven sebe, da nisi med samimi starejšimi, ne, čisto. Čeprav se čisto tudi fajn počutim med njimi, imam tudi dosti prijateljev, ne. Ampak že pri glasbi je včasih razlika, ne. Tako, ja. Smo v različnih obdobjih živeli in je kar prav, da sicer spoznamo tudi kakšne starejše, mlajše, ampak največ se pa družimo s tistimi, ki so nekako rasli skupaj z nami, kaj ne? Tako je, ja. Andreja, hvala, ker ste z nami pa z našimi gledalci delili svojo zanimivo zgodbo. Hudo, ampak s polno optimizma. Tako, hvala tudi vam, no. Ker ste mi to omogočili, da lahko malo delim zgodbo, da tudi ljudje vidijo, da ni kar tako za puško v koruzo vršiti ob vsaki, ne vem, da se ti noht odlomi, pa že jokaš, na primer. No, s tem bova pa tudi, z nohtom bova pa tudi zaključila. V redu. Hvala. Hvala pa tudi vam za pozornost, seveda, če ste bili z nami, in srečno.